te zgodovinske okoliščine so temelj, pazite, zgodovinske okoliščine so temelj, na katerih je mogoče zahtevati od te države vprašanje rešitve statusa enega najvažnejših nerešenih političnih problemov v naši državi. Kako? Tako, da se poimensko vključijo v najvišji pravni akt te države kot kolektivitete in drugo, da se poskuša v tem narodno-manjšinskem smislu ne na isti način, lepo prosim, ne na isti način kot Italijani, Mađari, Romi, ampak prilagoditveno potrebam, ki so izkazane na terenu dejansko. To je, kot pravim, 2-3 nova fužinska večera možda, kako se te stvari lahko dogajajo, ampak v vsakem primeru nekaj mora biti popolnoma nediskutabilnega. Kolektivno ime narodnosti mora biti enakovredno zaradi tega, ker je dostojanstvo narodnostnega imena nekaj, kar ne sme nikoli in nikdar podpadati pod diskriminacijo. Ne? To je to. Ko pa gre za te pravice takšne in drugačne, ki so navedene v členu, v ustavi, v členu 64, recimo v Ustavi Republike Slovenije, ki je najdaljši člen cele ustave, je pa seveda to novo vprašanje, ki bi moralo v resnici biti urejano verjetno, podobno kot na Hrvaškem, skozi ustavni zakon in ne skozi ustavo, ampak v ustavi bi morali biti imena vsa navedena, v ustavnem zakonu pa bi se potem torej manjšinske pravice klasificirale. Avtohtone, tako imenovane avtohtone, Italijani, Mađari na svoj način, Romi, ki so spet specifični na svoj način in razpršeni pripadniki narodov nekdanje skupne države na svoj način. V vsakem primeru pripadniki narodov nekdanje skupne države, ki jih je v tem trenutku v Sloveniji med 10 in 20%, dejansko so tista populacija, za katero zgodovinske okoliščine, torej, ki jim zgodovinske okoliščine omogočajo mednarodno priznanje narodnostnega statusa. Ne, to zdaj se začela pa lupati. Pusti mednarodno priznanje, to se začela pa lupati, no? Ker nimaš nobenega mednarodnega dokumenta, na podlagi katerega bi ti lahko te skupnosti, ki živijo tukaj, kot ostanki bivših narodov, skupne države, jih priznali do manjšine. Nimaš enega dokumenta. Enega dokumenta. Narodi niso bivši. Ne se je gled zdaj, ne se je gled. Čas. Glejte. To ti bo... To sem rekla na začetku, zdaj je stvar nerodna. Kolikor začenjaš povezovati to z manjšinami, te bo vsak študent 4. letnika, ki je absolviral predmet varstvo manjšin, potop. Je tako, Matija? Res je zakaj? Zdaj tega, ki vam predava kolega Komac. To je bistvo zadeve. Pa zakaj ne narekeš v ustave Čehe? Pa imamo nekaj časopis. Zakaj nimam? Zaradi tega, ker Čehi nikoli niso bili sestavni del države, v kateri so živeli 20 Jaz se strinjam, da bi bil ovo vzamemo samo kao je nepilno. Ampak vaša znanstvena naloga, jaz sem rekel, to je vaš znanstveni dol, če ne mislite drugače to tretirati, da to znanstveno, politično, zgodovinsko obdelate in dokažete z nekimi relevantnimi študijami, da ne more potem niti parlament noben reči, če pa to toliko ignorira, potem pa ta parlament, ne vem, znanost potem za njih ne velja, oni so potem neki bogovi na to. Že pri Čehi so bili omenjeni v ustavi Republike Jugoslavije, kot ostanki, pač ne vem, katere kralje. Nisem paste, da se vam pohodili. Moram nekaj nujno odgovoriti kolegici, pod pričami, ko je rekla, da zato, ker predava profesor Komac, imate takšno mišljenje. Pod pričami, ves čas ponavljam eno in isto. Zaščita te skupnosti, da je dokumentirano, da se piše to, da niti pomisliti ne na kakršnokoli povezavo ali pa izhajati iz kakorkoli povezovati
obstoječe rešitve na manjšinskem področju, kajti to pa smo to vsak študent 4. leta emitira tako. In to govorim Matija, in to govorim Vera. Že 10 let pred si ti prišla v Slovenijo. Pa dobro, kaj se študira na 4. letniku, da je to tako? Kaj se to študira na 4. letniku fakultete za politologijo, da bi študent rekel, da bi deklasiral vsakega diskutanta in rekel, to je neizvedljivo. Mi se zavedamo, da je to neizvedljivo. Torej, sprejemamo ta nivo. Ali to, kar je gospa Klasinčeva prej omenila, jaz se, pazite, nisem se nikoli nikjer vključeval. Zdaj sem prišel in hvaležen sem gospe Klasinčevi, da je to načela, tudi da sem vas poslušal. Ta vaš prepir, ali pa ta vaš dialog. Ne, niste reprepiral. Ne, ta dialog, to je znanstvena razprava. Vi se ne strinjate v enem, ampak gospa doktorica je rekla, mislim, bolj mi je spremljiv njena obrazložitev kot vaša. Vi trdo stojite na enem stališču študent 4. letnika. Ona stoji na stališču, da je to nujno zlo ali pa nujna obveza, če ne drugač pa znanstveno raziskovalna, zgodovinska in politološka, da se to nekje v ustavi zapiše kot predlaga. Jaz nisem nič predlagala. Jaz sem moderatorka tukaj. S tem, da jasno, ne bi se potem izrodilo iz tega kot reperkusija, pa da bi potem rekli, aha, zdaj smo pa zapisani v krovne pravne zakonu države, zdaj pa mi hočemo to pa to. Omeni se, izmisli se en član v ustavi, kjer piše, ostali so ti in ti narodi, tam, tu, v nekem številu, ni važno, koliko in koliko. To je ta minimalni dostojanstveni nivo in nič več. Noben ni rekel zdaj, da morate vi opreti vse šole, vse cerkve, vse jezike, vse, ne vem. To je ta kapaciteta te države ne dovoljuje. Jaz eno, po vseh teh manjšinskih zgodbah imam eno izkušnjo z velikim bojem slovenske manjšine v Italiji za tako imenovanje globalne zaščitne zamke. Trajajo od leta 1945 do leta 2001. Zavedam se. Ja. Ampak za nekega drugega zornega kota sem želel to povedati. Da je to boj za tako imenovanje globalni zaščitni zamek ali pa za priznanje ali pa za zapis po ustavi je izguba časa, energije in ljudi. Ja. Med tem časom je minilo po Italiji, govorim za Italijo, pa mogoče boste kaj tudi za vašo situacijo poskušali aplicirati. Minilo je 60 let, zakon je zdaj sprejet, nihče ne ve, kaj ni z njimi počne. Tam govorijo eni, ki so začeli kot manjšinci v pionirskem odseku slovenska manjšina v Italiji leta 1945, zdaj so že vsi seniori, še vedno meni nisti.